Vabim vas v 21. stoletje. Ministru Hojsu in podpornikom Thompsonovega koncerta v Sloveniji sporočil poslanec SD-ja Matjaž Nemec ob današnji vložitvi interpelacije zoper njega. Očitki pa, da je tako objektivno kot subjektivno odgovoren, ker je notranje ministrstvo, ki ga vodi, odpravilo prepoved koncerta spornega hrvaškega pevca Thompsona, ki ga je z odločbo sprva onemogočila mariborska upravna enota. S tem dejanjem pa je bila kršena ustava naše države in poteptano dostojanstvo vseh žrtev ustaškega režima. Z nami v studiu je organizator Thompsonovega koncerta Milan Trol, ki nam bo pojasnil, ali zdaj koncert bo ali ne in še ali bo vztrajal pri odškodnini skoraj 150 000 evrov. Kaj vse piše v interpelaciji zoper notranjega ministra, pa Tina Hojnik. Zaradi Thompsona se trese ministrski stolček, se sliši do sosednje Hrvaške. V Sloveniji pa danes tudi uradno v parlamentarni proceduri 18 strani očitkov, ki naj bi notranjega ministra stali mesta v vladi. Prvi in najobsežnejši. Poveličevanje ustaštva, sovraštva, nasilja, genocida je v Republiki Sloveniji nesprejemljivo. Preštevanje glasov, ki bi ogrozilo ministrovo mesto, bi moralo seči do 46, a je za zdaj kljub načelnemu nestrinjanju z odpravo prepovedi Thompsonovega koncerta v Mariboru v koalicijskih Desus in SMC glasov le 39. To interpelacijo vložili zato, da v naši družbi določimo jasne meje dopustnega. Interpelacijo so dopolnili tudi z očitki o vse, kar počne, je samo v luči tega, da bodisi deluje za svojo stranko, bodisi deluje proti temu, kar si vsi skupaj želimo, in to je, da spoštujemo zgodovino in da složno vsi skupaj sooblikujemo prihodnost. Tu so še dopolnila stranke Levica. Kadrovske čistke v policijski upravi in na nacionalnem preiskovalnem uradu. Ministrova tviteraška navodila policiji, kako naj ravna z miroljubnimi protestniki in njegovo nasploh nedostojno komuniciranje v javnosti. Svoje je dodala tudi stranka Alenke Bratušek. Predtem je molčal, ko je Varda obkolila policijsko postajo. Molčal je, izvajal je pritiske na legitimne kolesarske proteste in preganjal civilno družbo. Koalicija pa pričakovano ostaja enotna. Razlogi, da so nekako ne stojijo na trdih temeljih, ni razloga, da bi se v tem valu ali pa v tem času te interpelacije dogajale tako, kot se jih opozicija pač enostavno, po domače rečeno, kar štepa. Minister Hojs vztraja pri stališču, da gre pri interpelaciji za ideološko blatenje njegovega imena. Thompson medtem v Ljubljano sporoča: Slovenije ne bom tožil iz spoštovanja do njenih institucij. Poslanci pa bodo glede na vse zakonske roke o Hojsovi usodi verjetno odločali šele ob koncu poletja ali v začetku jeseni. Gospod Trol, boste zdaj organizirali koncert ali ne, ko imate dovoljenje v Mariboru Thompsonov? Ja, seveda so še vse te opcije in možnosti odprte in seveda o vsem tem razmišljamo. Ampak zakaj kljub temu razmišljate, da organizirate ta koncert glede na odzive, ki ste jih slišali? Thompson je znan po uporabi zloveščega ustaškega pozdrava za dom spremni. Odzivi v Sloveniji so zelo negativni, kljub temu, da večina ljudi meni, da je ta koncert ni dobrodošel, vi še vedno razmišljate o tem. Ja, gledajte, od samega začetka je bil namen tega organiziranja koncerta zgolj in samo glasbeni, kar sem že večkrat poudaril. In seveda vse, kar je nastalo iz vse te zgodbe, je popolnoma nedopustno, neresnično in jaz organiziram glasbene koncerte, tako kot sem že pred 4 leti načrtoval med vsemi drugimi koncerti. Ta koncert seveda še vedno razmišljam o tem, da se ta koncert vendarle v Sloveniji zgodi. Ampak vi pravite, da organizirate glasbene koncerte. Ampak glejte, če je jasno, kakšne posledice so lahko zaradi tega glasbenega koncerta, kakšne odzive sproža v javnosti, v družbi, da se ljudje počutijo nelagodno ob izvedbi tega koncerta zaradi preteklih dogajanj na koncertih Thompsona za dom spremni. Ustavno sodišče Republike Hrvaške je dejalo, to ni ustavna kategorija, sproža, odpira rane druge svetovne vojne. Kaj vam gre zdaj samo za denar? Ali ne bi bilo bolje, da rečete ne, ker vidim, kakšne stvari sproža ta koncert, ne bom organiziral tega?
Glejte, spoštovani gospod Slak, moramo vedeti eno zadevo. Kot sem že na začetku povedal, gre za glasbeni koncert. Iz tega vsega skupaj je pa nastala neka cela ceremonija in nastala sta dva pola, dva bregova. Na enem bregovu vsi tisti, ki ta koncert podpirajo, katerih vi nikoli ne omenjate, niti nobena druga medijska hiša, na drugi strani pa seveda vsi, ki nasprotujejo. In to se mi zdi normalno. Kdo podpira ta koncert? Glejte, spoštovani gospod Slak, jaz dobivam dnevno, bom rekel, od tega trenutka dalje, ko je bil koncert v Sloveniji napovedan, v 3 letih ogromno takšnih ali drugačnih sporočil, kdaj bo koncert, če bo koncert, kdaj bo koncert in tako dalje. Se pravi, obstaja pol, ki koncert podpira. Prav tako pa obstaja pol, ki temu nasprotuje. In se pravi, po mojem, ker tu ni dvojnih meril, trebamo upoštevati oba pola, trebamo biti na obeh straneh in seveda narediti to, kar je edino pravilno in kar nam na koncu koncev narekuje tudi sodišče in seveda tudi to je vse res. Sklep o odločitev Ministrstva za notranje zadeve je jasna. Lahko organizirate koncert, ampak lahko ga pa tudi ne. Zdaj vas spoštujem kot državljana, organizatorja. Ta dva bregova, ki pravita, da sta se ustvarila, se mi zdi, da je največji problem tega, da je en breg zelo majhen, tisti, ki podpira Thompsona. Nisem še slišal javne ugledne osebnosti, ki bi podprla ta koncert. Zakaj se vam zdi, da s to najavo še naprej sprožate nemir v ljudeh in da je kljub temu, da ste videli, lejte, SDS je pri tem zagovarjanju odločitve Ministrstva za notranje zadeve ostala sama. Tudi desne stranke ostale so proti temu, ker Thompson sporoča za dom spremni, to je pozdrav, ki asociira na ustaško državo, sproža nelagodje in vsi vemo, da po evropskih konvencijah, po vseh pravilih je totalitarne režime se ne sme podpirati. Tako je, spoštovani gospod Slak, jaz se popolnoma strinjam in obsojam vse takšne režime zločinske. Absolutno, tu smo si na jasnem. Ampak zakaj potem vztrajate pri tem, da boste organizirali koncert? Ja, gledajte, gospod Slak, zato ker vi ne prikažete v medijih drugega pola, ki je močen pol. Vi samo govorite v medijih to za ta pol, ki temu nasprotuje. Prav bi bilo, jaz jih ogromno poznam, lahko vam dam in kontakte tudi znanih osebnosti, ljudi, ki to podpirajo. Kdo recimo, kdo to podpira od znanih ljudi? Nam lahko poveste, kdo je to? Številni so. Vem, ampak številni so. Vam bom jutri poslal po mailu vse te imena, za katera je jasno, da podpirajo. Ampak če so tako ugledna imena, potem jih izglavljate? Danes nisem tukaj, da bi lahko njihova imena razkrival. Najprej bom vprašal. Ali zaradi tega, ker jih ni? Ne, so, gospod Slak, so. Definitivno so. Ampak gledajte, v tej zgodbi si bo potrebno enkrat naliti čistega vina in resnici pogledati v oči. Iz obeh strani. Se pravi, so nasprotniki in so podporniki. In vas ne moti dejstvo, če vas prav razumem, da je teh nasprotnikov 90% ali pa 95%? Ni 90%. Ni 90, vam lahko iz prve roke povem, da je nasprotnikov mogoče 30-40%, podpornikov pa 60%. Pa mogoče napačno, gledajte, samo nekaj v zagovor. Jaz sem v Mariboru 2017 za ta koncert prodal preko 1200 vstopnic. Preko 1200 stopnic. Sedaj vam bom razkril še eno zadevo, ki je nisem nikoli povedal. Te vstopnice sem razprodal v zelo kratkem času. Pomembno je dejstvo, da so kupci teh vstopnic bili izključno 98% Slovenci. Mi, ko ste vi začeli to zgodbo napihovati in o njej govoriti z res zelo grdimi predznaki, kar je normalno, da potem ljudje tako reagirajo in temu nasprotujejo. Zelo grdi. Obstajajo videoposnetki, kjer Thompson poziva za dom spremni in to je nespremljivo in tukaj bova končala. Povejte mi samo, glejte, vi zdaj pravite, da boste uveljavljali odškodninski zahtevek. Kdo je to rekel? 150 000 evrov. Kdo je to rekel? Informacija je bila, da ste 3. junija že vložili odškodninski zahtevek. Veste, vi imate kar neke informacije, ki to, kar danes vse berem, ogromno ne drži. Pustite to, ampak gledajte. Državno pravobranilstvo, gledajte, gospod Trol, zdaj pa takole. Državno pravobranilstvo je spraševalo ministra Hojsa,
kaj naj naredi z odškodninskim zahtevkom. Se pravi, dejstvo, da ste ga vložili. Povejte nam, Zorej, koliko je, ni to njihova zadeva. Ja, vi ste vložili zahtevo za odškodnino. Povejte, koliko zahtevate, ker je Thompson je dejal, da ne bo tožil države in da noče tega denarja. Ja, tako je. To sporočam tudi jaz. Osebno sem se z njim pogovarjal. On od te države ne bo zahteval dobene odškodnine in nečesar. On si želi, da se v naši državi naredijo pogoji, da se lahko on kot glasbenik, tako kot tudi številni drugi glasbeniki iz sosednje Hrvaške, začne normalno delovati tudi pri nas. To je ena zadeva. Druga zadeva, kar se pa tiče tega, kar ste povedali. Vi uveljavljate odškodnino samo zase. Koliko? Spoštovani gospod, glede te odškodnine, pa ne bom dajal popolnoma nobenih izjav. Zakaj? Zato, ker je to moja osebna stvar. Odškodnina ni povezana, ne vem s čem, moja osebna stvar je. Ne, ni in vaša jaz osebna prosim, stvar, da jo spoštujete. Ker gre za javni dogodek, za dogodek, ki je razburil javnost in vi zdaj v resnici lahko držite državo v šahu, rečete, ne vem, jo bom tožil, jo ne bom tožil, glede na to, da ste dobili zeleno luč Ministrstva za notranje zadeve. Vam je šlo pri tem samo za to, da ste se pritoževali za to, da boste lahko uveljavili lastno odškodnino po nekaterih informacijah? Pa niti pod razno. Še vedno gre samo za glasben koncert. Vi veste, da sem se jaz v tej zgodbi poslužil vseh pravnih poti. Tako je. Nastala sta dva bregova. En je bil za, en je bil proti. Meni nihče ni znal odgovoriti, kaj je prav in kaj ni, kar je res in kaj ni. Zato sem se poslužil pravnih poti. Pravni epilog je znan. Je tako. Sodišča moramo spoštovati. Tako je. Odloke moramo spoštovati. V redu. Posledica vseh teh 3-letnih postopkov in vsega tega, iz tega izhaja tudi, kar je meni po pravni poti omogočeno in kar mi ni. Se pravi, kot sem že na začetku povedal, bom se poslužil v tej zgodbi in sem vseh pravnih poti. Kaj iz tega sledi, kaj ne, tega ne bom komentiral, ker je to moja osebna stvar in je ne mislim deliti z javnostjo. Seveda, z javnostjo pa lahko vznemirjate z najavo tega koncerta in obenem zahtevate še odškodnino. Ne vznemirjam, gospod Slak. Želim pomiriti. Želim, da pride resnici na... Če pravite, da boste organiziral koncert. Glejte, to je namen. To je namen. To je namen. S tem namenom boste razburjali javnost, politiko in tako naprej. Pa politika nima v tej zgodbi kaj iskati. Spoštovani gospod, politika je del družbe, ki lahko reagira na pojave, ki poveličujejo ustaštvo. V tej zgodbi ne moremo govoriti o nobenem ustaštvu, lahko govorimo o glasbi. Gospod predsednik Pahor se je v tej zgodbi javno izrazil in je javno povedal, da politiki ni mesto in delo, da bi prepovedovala koncerte. Seveda ni, ker politika tega nikoli ne počne, zato so strokovni organi, ampak gospod Rol... Zato v tej zgodbi politika nima kaj početi. Ima pravico, da pove svoje mnenje. Svoje mnenje pa lahko pove tako kot jaz. Tako je. In lahko deluje. Očitno ste... ne vem, pripravljeni, ne glede na to, da kakšen je revolt, da boste stvari peljali. Nikogar ne želimo žaliti. Spoštovani gospod Slak, nikogar ne želimo žaliti. A veste, če pa ne bi vztrajal prek koncertov, bom pa užalil drugi pol, ki pa koncert podpira. Tako je, ampak nikogar ne želimo žaliti. Sodišče je pa jasno razsodilo in sodišča moramo spoštovati vsi. Tako je, ampak vi imate svobodno voljo in bi lahko se odločili tudi drugače. Jaz vam nocoj nisem napovedal koncerta. Kako da ne, če govorite, da razmišljate, da boste... Razmišljam pa o tem. Mi smo zdaj v času covida, ko ne smemo napovedovati koncertov. Gospod Rol, da boste resni. Jaz pa sem resen. Razmišljate ali ne razmišljate, to je se pravi, da razmišljate, da koncert bo, torej koncert lahko bo. Ja, pa nisem rekel kdaj in nič. In kje. Letos prav gotovo, ker Thompson je dejal, da letos ne bo prišel. Tako, ker smo v času covida. Hvala lepa.